V Sloveniji imamo kar nekaj priložnosti, da se naučimo kreativnega oziroma ustvarjalnega pisanja. Z njim se lahko seznanimo prek učbenikov, v različnih delavnicah ali tečajih, poučuje se tudi v bolj institucionalnih okoljih, na fakultetah in univerzah, tudi na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Toda o čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o ustvarjalnem pisanju? Zakaj bi ga kot predmet ali program načrtno razvijali v visokošolskem študiju? Kakšne so družbene potrebe po diplomantih tovrstnega študija oziroma kakšna je njihova zaposljivost? O teh in drugih vprašanjih danes z izrednim profesorjem dr. Andrejem Blatnikom, visokošolskim predavateljem, pisateljem in avtorjem enega najuspešnejših učbenikov pisanja kratke zgodbe pri nas. Z večkrat nagrajeno pisateljico Anjo Mugerli, prvo in edino diplomantko praktično-teoretičnega študijskega programa druge stopnje na Univerzi na Primorskem, poimenovanega Uprizoritvene študije in kreativno pisanje, ter s pisateljico in kulturno antropologinjo, etnologinjo, docentko doktorico Ano Svetelj. Z njimi se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni torej v oddaji Literarna matineja. Spoštovani gostje, lep pozdrav tudi vam. Pozdravljeni. Bomo najprej spregovorili o ustvarjalnem pisanju samem oziroma o kreativnem pisanju. Oba izraza se uporabljata pri nas. Morda boste tudi vi kaj povedali o tem, zakaj vam je ljubši en ali drug, ali jo pač uporabljate sinonimno. Predvsem pa o tem bi zdaj spregovorili, o čem govorimo, ko govorimo o ustvarjalnem pisanju. Je to nekaj, kar se, ko sem gledala po spletu, običajno povezuje s leposlovjem, s fikcijo, ali je ustvarjalno pisanje širše in ga je moč povezovati tudi, kaj pa vem, s pisanjem, ki se povezuje z nekim stvarnim svetom, dejstvenim življenjem. Ana Svetelj. Ja, ko govorimo o ustvarjalnem pisanju, gre v bistvu za pisanje, kjer so v ospredju ustvarjalnost, umetniška izraznost in tako naprej, in ne le podajanje informacij. Največkrat seveda pri tem mislimo na leposlovje, vendar ustvarjalno pisanje sega tudi do stvarne literature oziroma do tega, kar bi morda lahko imenovali ustvarjalna stvarna literatura oziroma creative non-fiction je angleški izraz. In sem lahko prištevamo recimo spominsko prozo, potopisno literaturo, morda tudi literarno novinarstvo, biografije in tako naprej. Bi pa omenila, da se v bistvu pristopi ustvarjalnega pisanja uporabljajo vse bolj tudi v akademskem pisanju, v vedah, kot so na primer antropologija, kulturna zgodovina, kulturologija in tako naprej. Ker nekoč sem imela neko gostjo, to je že leta nazaj, ki je dejala, da je ustvarjalno pisanje v bistvu odnos do jezika in bi ga v tem smislu kazalo vsaj malo priučiti vsakemu posamezniku. Ampak o tem bomo še malo pozneje. Anja Mugerli, kako vi gledate na to? Ja, zame ustvarjalno pisanje, jaz ga ne bi nujno zelo na ozko zamejevala, recimo. Zdaj nek znanstveni članek, tukaj ne moramo govoriti o nekem ustvarjalnem pisanju, ampak recimo v zadnjem času veliko izhaja literature z oznako autofikcija, kjer že bralec pač pričakuje, da bo notri našel veliko nekih resničnih stvari, recimo iz življenja avtorjev. Dosti je tudi literarnih del, ki so nekako hibridna, ki jih ne moremo zamejiti na neko vrsto, recimo samo na esej ali pa samo na nek roman. In sama recimo opažam, ko veliko delam z mladimi v okviru delavnic kreativnega pisanja, da oni precej bolj nekako svobodno pišejo tekste, ki so nekakšni hibridi med dnevniškim zapisom, pesmijo, zgodbo. Tako da meni se zdi, jaz dojemam ustvarjalno pisanje kot nek tekst, v katerem v bistvu
nekako poskušaš prikazati, kako dojemaš svet oziroma ga poskušaš razumeti. Andrej Blatnik. Ja, jaz bi se pridružil tema dvema mnenjima in jo celo še malce razširil. Prej že v napovedi ste omenili to kočljivo vprašanje zaposljivosti diplomantov tovrstnih programov. Običajni odgovor je, nimamo pisateljev že itak preveč, ampak meni so znane študije iz dežele, ki je z ustvarjalnim pisanjem na akademskem nivoju začela, to so Združene države Amerike, in te študije so pred leti pokazali, da se jih največ zaposli v nečem, česar ne povezujemo tako z ustvarjalnim pisanjem, to je oglaševanje. Na drugem mestu so bili recimo pisci besedil za razne televizijske oddaje, tako imenovane sitkome, neke komedije z nizkoproračunskimi stroški, in na tretjem mestu, zanimivo, so se zaposlovali v industriji videoiger, ki je bila takrat zelo intenzivna industrija, šele potem so prišle te tradicionalne oblike umetnostnega pisanja, kot so romani, zbirke kratkih zgodb, nazadnje filmski scenariji. Tako da to je mogoče aplicirati na res zelo veliko različnih načinov, tudi v novinarstvo in še marsikam. Morda je to bolj jasno ljudem, ki živijo v deželah, kjer je razvita kulturna industrija. Absolutno. Pri nas je seveda tržišče ustrezno majhno, tako da že za tiste recimo najboljše avtorje se je zelo težko preživeti samo s pisanjem. To lahko trdimo tako rekoč za vse slovenske avtorje, da morajo kombinirati prihodke iz več virov, ne? In to je seveda bistvena razlika. Pa je ustvarjalno pisanje, po vašem mnenju, to je zdaj tisto najbolj, ne bom rekla klasično, ampak največkrat odprto vprašanje, ki se povezuje s to temo, je skratka ustvarjalno pisanje nekaj, česar se je mogoče priučiti, ali je za to potreben talent? Jaz na to zmeraj odgovarjam za že utečeno anekdoto oziroma primerjavo, da je s tem podobno kot s plavanjem. Torej, če greš na plavalni tečaj, se boš vsekakor iz njega boš izšel tako, da boš plaval bolje, vendar ti plavalni tečaj ne omogoča tega, da boš postal olimpijski prvak ali vsaj kandidat za olimpijskega prvaka. V vsakem primeru se učenje pisanja izkaže, da slehernika nekaj izboljša, ga nekaj nauči, je pa seveda talent še zmeraj nekaj, kar je tukaj potrebno, kot nimamo vsi predispoziciji, da postanemo svetovni prvaki v smučarskih skokih, to je odvisno od naše fizične konstitucije, podobno je tudi pri ustvarjalnem pisanju. Ana Spatel. Ja, jaz bi se morda navezala še eno primerjavo, in sicer, da v bistvu podobni razmisleki, torej kaj je prirojeno, če govorimo o talentu, in kaj je nekako pridobljeno, če govorimo o učenju, seveda obstajajo tudi na vseh umetniških področjih, pa to ne pomeni, da nimamo študijskih programov za učenje glasbe, slikarstva, igre in tako naprej. Torej, eno ne izključuje drugega. In če tudi verjetno ne moremo zanikati, da nek talent ali pa zanimanje za to obstaja in se razlikuje od posameznika do posameznika, se vsaj določenih tehnik ustvarjalnega pisanja v bistvu lahko nauči vsak. In če je ustvarjalno pisanje nekako dostopnejše, lahko s tem naredimo v bistvu pisanje na splošno bolj v narekovajih demokratično, bolj vključujoče. Anja Mugadli. Ja, jaz bi se kar strinjala z obema. Tudi jaz mislim, da se je do neke mere ustvarjalnega pisanja mogoče naučiti. Navsezadnje sem jaz študirala kreativno pisanje in pa tudi vodim delavnice. Opaža pa recimo na teh delavnicah, da se jih velikokrat udeležijo posamezniki, ki imajo željo napisati svojo življenjsko zgodbo, in njim je včasih zelo težko dopovedati, da ustvarjalno pisanje v bistvu ni samo to, da ti izliješ neko zgodbo na papir, ampak je zadaj še veliko drugega. Začenši seveda z branjem in potem v bistvu z učenjem raznih veščin, pa tudi teoretičnega znanja, kot so pripovedne tehnike in tako naprej. In recimo mi je bilo zelo zanimivo, ko smo imeli to okroglo mizo ustvarjalno pisanje v svetu in Sloveniji, ko je ta profesorica kreativnega pisanja iz Estonije omenila, da imajo v njihovem študijskem programu prav predmet, ki se imenuje pisanje življenjske zgodbe. Tako da me zelo zanima, kako v bistvu oni pristopajo do tega in kako v bistvu učijo svoje študente. No, zdaj, ko ste omenili estonski primer, me zanima,
vemo, da v tujini se marsikje že poučuje oziroma obstaja kreativno pisanje, bodisi kot predmet na visokošolskem študiju, bodisi kot študijski program. Pa me zanima, poznate kakšne primere iz tujine in če jih, ali so si v osnovi podobni, ali gre za različne pristope in kateri bi bil po vašem mnenju primeren za naš prostor. Seveda sprašujem samo v tem primeru, če jih poznate. Andrej Blatnik, vi ste morda najbolj... Jaz jih sicer poznam kar nekaj in tudi v bližnjem okolju, se pravi na Hrvaškem, v Avstriji in v Italiji tovrstni programi potekajo, ampak zelo zanimivo, nekaj me je zdaj prešinilo, ko si Anja omenjala to željo po pisanju svoje lastne zgodbe, pravzaprav je v Sloveniji kreativno pisanje se začelo z nekom, ki je največji mojster pisanja osebne zgodbe in eden največjih slovenskih pisateljev, to je namreč Lojze Kovačič, ki je s tovrstnimi tečaji začel v Pionirskem domu. Torej, pri nas se je to že začelo, ker je kasneje morda v Sloveniji malce izginilo, v drugih okoljih pa je to seveda precej zanimivo tudi iz antropoloških razlogov, ki jih je prej Ana omenjala. Sicer pa tako, vsaka država ima svoje ne samo specifične potrebe, ampak žal se univerzitetni programi ne oblikujejo samo po družbenih potrebah, ampak tudi po možnostih, ki jih posamezne fakultete dajejo svojim obiskovalcem, svojim študentom. In je velika razlika recimo med anglo-ameriškim prostorom, kjer je večina študija plačljivega. In tam so seveda tovrstni programi zaradi tega lahko in morajo biti bolj komercialno naravnani, medtem ko v klasičnem evropskem okolju, kjer je izobraževanje tudi na najvišji stopni še zmeraj nekakšna državljanska pravica in upajmo, da bo tako ostalo, so ti programi lahko bolj neodvisni od tržnih zahtev in možnosti. Čeprav sem slišala, da univerze v zadnjem času ob manjšem številu študentov zapirajo programe oziroma ne podeljujejo akreditacij tovrstnim programom. Seveda, tudi univerze so danes nekakšne tovarne znanja, dobesedno tovarne, in se odzivajo na to, kaj ta zaposljivost je pogoj za nekako, da ti akreditiraš program, moraš dokazati, da je kdo za to zainteresiran, nekakšna družbena ustanova za to zainteresirana, ampak do tega vprašanja bomo še kasneje prišli o tem. Tukaj se da seveda, če razumemo to pojem malce širše, ne samo, ti ljudje bodo zdaj pisali romane, ki bodo dobivali nagrado Kresnik, ampak je zelo veliko drugih načinov, kjer se to vrstna znanja uveljavljajo. Vse svetovne raziskave pa kažejo, da je s pismenostjo prebivalstva povezana dobrobit določene države. Torej, ni ene raziskave, ki bi rekla, bolj ko so ljudje nepismeni, slabši, ko pišejo, boljše jim gre. Vse kažejo v drugo smer. In prav to je tudi pogost argument. Sem videla, tudi sama sem malo zdaj v zadnjih dneh spremljala debato o kreativnem pisanju kot visokošolskem predmetu oziroma programu in je argument zagovornikov tega programa oziroma predmeta ponavadi, da izboljšuje raven pismenosti prebivalcev. Ampak tudi k temu se bomo še vrnili. Ana Svetelj in Anja Mugerli, imate tudi vidve morda kakšne izkušnje poznavanja tujih modelov učenja na visokošolski ravni kreativnega pisanja? Ja, jaz bi morda povedala, da smo, oziroma se navezala na to, kar je omenila Anja, da smo septembra na Filozofski fakulteti organizirali okroglo mizo skupaj s pisarno Ljubljana Unescovega mesta literature z naslovom Ustvarjalno pisanje v svetu in Sloveniji. In na tej okrogli mizi so poleg nas treh nastopili tudi trije gostje, predavatelji, ki predavajo predmete ustvarjalnega pisanja na treh univerzah, torej profesor Robin Hamley iz Univerze v Iowi, kjer so dobro znani programi ustvarjalnega pisanja, potem pesnik in profesor John McAuliffe z Univerze v Manchesteru, kjer imajo prav tako zelo dodelan program ustvarjalnega pisanja in on je med drugim omenjal tudi pomen sodelovanja tovrstnih programov z širšim, torej neakademskim okoljem, z lokalnimi skupnostmi, z marginaliziranimi skupinami in tako naprej. Morda kot zanimivost lahko izpostavim, da v Manchesteru med drugimi poučuje tudi pisateljica Jeanette Winterson. No, v Ljubljani pa je nastopila tudi profesorica iz Tartuja, Lena Kausar, kjer si prav tako prizadevajo, da bi torej v neke obstoječe študijske programe čim bolj integrirali vsebine ustvarjalnega pisanja. Zdaj, če razmišljamo, na kak način lahko to
vključujemo v Sloveniji, moramo seveda imeti v mislih, da nas definira bolonjski sistem. Vseeno pa se mi zdi na podlagi naše debate na tej okrogli mizi smiselno slediti ideji, da naj bo tak program čim bolj interdisciplinaren in da naj torej ustvarjalno pisanje poučujejo predavatelji, ki niso zgolj raziskovalci kreativnega pisanja ali literature, ampak tudi sami, torej aktivni ustvarjalci in ustvarjalke. Anja? Jaz osebno kakšne izkušnje s takim študijem v tujini nimam. Imam pa izkušnjo z edinim do zdaj študijem v Sloveniji. In ja, ko si Ana omenila to interdisciplinarnost, tudi tam recimo je bil ta študij uprizoritvene študije in kreativno pisanje v bistvu sestavljeni iz teh dveh modulov, torej poleg pisanja so bile tudi uprizoritvene študije, kar je pomenilo, da smo nekako v teh predmetih študentke kombinirale recimo in dramatiko in prozo ali pa film in prozo. Recimo bil je en predmet film in literatura, profesor Dušan Jovanović je recimo predaval predmet dramatizacije, adaptacije. Imeli pa smo tudi predmet, če se navežem na tisto, kar je prej Andrej omenil, glede študija kreativnega pisanja v Ameriki. Imeli smo predmet, pri katerem smo v bistvu nekako razpravljali oziroma raziskovali, kako poteka grajenje zgodb v nekem oglaševanju, tako da je bilo tudi ta del v bistvu nekako vpet v ta študij kot del kreativnega pisanja oziroma sestavljanje nekih zgodb. Andrej Blatnik, Anja Mugerli je zdaj omenila visokošolski program. Koordinator tega programa, ki je se začel leta 2011, po nekaj letih je zamrl, ne vem točno kdaj, ampak koordinatorja sta bila vi in dr. Krištof Jacek Kozak. Kaj se je pravzaprav zgodilo s tem programom, da je po nekaj letih zamrl? Kot sem omenila v napovedi, je Anja Mugerli edina diplomantka za zdaj, ampak vidimo, da je postala odlična pisateljica, ne? No, večkrat malce za šalo, malo pa tudi zares govorim, da če rabimo kakšne dokaze o uspešnosti teh programov v slovenskem okolju, je Anja kronski dokaz, ne, z nagrado Kresnik, nagrajen edini diplomant, da o drugih njenih nagradah sploh ne govorimo ta hip, ne, dokazuje, da je to zelo potrebno. Zdaj, sama zgodba na Fakulteti za humanistične študije je bila kar kompleksna. Jaz sem začel tam leta 2002 poučevati program kreativno pisanje in mislim, da je bil to takrat prvi predmet na vseh fakultetah, ampak ne v sklopu slovenistike, ampak v sklopu nekakšnega programa kulturnih študij, tako za ravno torej spet ta interdisciplinarnost. In potem so ta predmet, ki je bil izbiran, so obiskovali tudi antropologi, geografi, slovenisti, ko se je pojavila slovenistika in tako dalje. V neki točki je nastala ambicija po tem programu, žal je bilo to ravno v času zelo turbulentnih sprememb na tej fakulteti, ki so pripeljale do tega, da se je program najprej prehitro uvedel, še prednje je bilo zato res vse dobro pripravljeno in se potem najbolj tudi ustrezno temu prehitro ukinil. Takrat sem je začel delati na drugi fakulteti, tako da pri sami izvedbi programa, ki sem ga sicer skupaj s kolegom Kozakom sestavljal, nisem več sodeloval, razen tu in tam gostoval. Takrat je večino mojih predmetov prevzel kolega Andrej Skubic in sodelovali so nekateri drugi ustvarjalci. Se pravi, nekak družbena klima, morda ta mikroklima na tej specifični univerzi za temu ni bila najbolj namenjena, ampak vseeno, kot smo na začetku rekli, se je program dokazal, da je lahko zelo uspešen. Videla sem, da je prav tako na univerzi na Primorskem v študijskem letu 2023-2024 v okviru študijskega programa prve stopnje kulturna zgodovina poučeval kreativno pisanje docent dr. Primož Mlačnik, ki ga morda nekateri poslušalci poznajo tudi prek romanov. V kakšni obliki je bilo oziroma je, to bosta verjetno bolj vedela Ana Svetelj in Andrej Blatnik, je ustvarjalno pisanje trenutno navzoče v slovenskem institucionalnem visokošolskem okolju?
Ja, če morda omenim nekaj primerov, po mojih informacijah obstaja predmet kreativno pisanje v okviru magistrskega programa na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Prav tako obstaja predmet kreativno pisanje tudi na prvostopenskem študijskem programu kulturologije na FDV. Potem seveda obstajajo scenaristični predmeti na AGRFT, ki so morda tukaj že nekoliko bolj specifični. Sama bi omenila tudi predmet antropologija in pisanje, ki ga predavam na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, in pa predmet, ki bo, upam, da na našem oddelku zaživel prihodnje študijsko leto, in sicer eksperimentalno in ustvarjalno pisanje v antropologiji. Verjetno me bo Andrej dopolnil še s primeri iz oddelka za bibliotekarstvo. No, jaz recimo zdaj konkretno predavam predmet strokovno pisanje, ki je že nekaj v smeri tega kreativnega, ustvarjalnega stvarnega leposlovja. Predmet je prvo leto izvedbe, videli bomo, kako se bo obnesel, začetki so obetavni, ampak študijsko leto se je komaj začelo. Jaz bi tukaj morda dodala, da lahko vidimo, torej, da je precej predmetov, ki se vsaj deloma ali pa povsem dotikajo torej ustvarjalnega pisanja, vendar so ti nekoliko razpršeni. Morda niti izvajalci ne vemo čisto točno drug za drugega, kaj pravzaprav kdo pokriva. Če se ne motim, Ana, se vi zavzemate za uvedbo dvopredmetnega študija kreativnega pisanja? Ja, v bistvu opažam, da na naši fakulteti, na filozofski fakulteti že obstajajo predmeti, ki se izvajajo na obstoječih programih, na oddelkih za primerjalno književnost, za slovenistiko, na drugih jezikovnih oddelkih, na mojem matičnem oddelku, seveda na oddelku za bibliotekarstvo in tako naprej. In v bistvu ti obstoječi predmeti bi lahko tvorili nek temelj literarnega in širšega znanja o pisanju, knjigi, književnosti. Če bi, na primer, tak širok nabor predmetov povezali v nek študijski program ustvarjalnega pisanja, bi bil ta s tem že sam po sebi izrazito interdisciplinaren in bi torej prečil številne vede, ki domujejo na naši fakulteti. Vseeno pa menim, da bi tak program moral imeti tudi osrednji fokus na ustvarjalnem pisanju, kar bi v praksi seveda pomenilo nove predmete, ki bi bili osredotočeni na ustvarjalno pisanje, in mislim, da bi bilo pametno, da bi bili ti predmeti zelo praktično zasnovani, da bi pokrili različne vrste in zvrsti. Smiselno je po mojem razmišljati tudi o možnosti pisanja otroške in mladinske književnosti, žanrske literature, za katero se absolutno pojavlja potreba. In kot sem rekla, je seveda pomembno, da bi imeli izvajalci, kot rečemo, kompetence na teh področjih, torej da bi bili tudi sami literarni ustvarjalci. Zdaj bom postavila malo tako vprašanje. No? Ne vem, ali je odgovorljivo, Andrej Blatnik, morda boste vi se poigrali s tem odgovorom. Če se zdaj dotaknemo neposredno potreb našega trga oziroma naše družbe na tej ravni, ne? Kakšne so, mislite, da bi bilo recimo mogoče segmente, ki so lahko perspektivni, a životarijo zaradi financ, bi jih bilo mogoče spodbuditi drugače, recimo, da bi se najprej uvedlo študijske programe in tako nekako spodbuditi nastajanje tudi delovnih mest, ali je najprej tu potreba družbe in če je, kakšna je pri nas? Če govorimo o potrebah trga, bi jaz mogoče začel z brutalnimi številkami iz trga, ampak malce drugače, kot to običajno zastavljamo, nihče ne kupuje knjig, premalo ljudi gleda slovenske filme. Ves čas že izvajamo raziskavo Knjiga in bralci in v njej je šokantno dejstvo, da zdaj 78% ljudi mlajših od 24 let več bere v angleščini kot v slovenščini. Tudi v naslednji starostni skupini več kot polovica bere v angleščini kot v slovenščini in pred kratkim sem bil prijazno slišati zelo zanimivo poročilo vodje knjigarne konzorcija, največje slovenske knjigarne, ki je rekla, da je od leposlovnih knjig, ki jih prodajo v konzorciju slovenskih, samo 44%, torej manjšina. Torej, slovenski jezik nam na nek način izginja. Tega se mogoče malo premalo zavedamo, včasih to zavijemo v neke take moralistične, nacionalistične, obrambene zgodbe, ki govorijo potem o registracijah tujih blagovnih znakov in tako naprej. Ampak praktično se temu upremo tako, da imamo kvalificirane izdelke za široko potrošnjo. To pa so recimo znotraj leposlovja
kvalitetni žanrski romani. Po celem svetu se berejo bolj žanrski romani kot visoko leposlovje in bom dal čisto konkreten primer, ko je naša kolegica Lara Pavković začela z delavnico ljubezenskega romana in so prvo leto išli 3 romani, so se ti 3 romani vsi prebili med lestvico 100 najbolj izposojenih knjig v Sloveniji, kamor slovenski avtorji zelo redko pridejo, ponavadi 1-2 knjigi slovenski, zdaj je tam precej več slovenskih avtorjev in avtoric, ampak samo žanrskih del, torej piscev kriminalk in ljubezenskih romanov. Torej, zelo velika nuja je potem, da Slovenci začnejo pisati bolje. Mi smo imeli že prej poskuse žanrskih romanov, ki pa niso dosegali mednarodnih kriterijev. Ne. To so bili neki, bi se reklo, polizdelki in seveda bralec to opazi, ko primerja v tujini napisan roman in pri nas preveden, ker je že tudi neka selekcija, v tujini tudi izide zelo veliko slabega, ampak to se običajno ne prevaja. In domačega pač si misli, zakaj bi le bral Slovenca, če pa to napisano toliko slabše. In to bi bile neke stranske posledice, ki bi se poznale vse povsod. Velikokrat stokamo, veliko denarja se vloži v film, ampak a je kdo prej prebral scenarij, se so v njem velike napake in podobno, tudi oglaševanje. O tem lahko naredimo tudi kakšne zelo natančnejše stvari, včasih postaja zelo banalno, ne? Nimamo toliko gibkih domislic, kot bi jih potrebovali, tako da tle na zelo različnih poljih človekovega življenja lahko vidimo možnosti za precejšnje izboljšave. Ste pa prej rekli, ne? Govorila sva o izposojah romanov, ne? Tu je še korak do tega, da jih ljudje začnejo kupovati. Ne? Tukaj je bil pa korak zelo zanimivo v Sloveniji, ta sprememba je že narejena, zdaj so med najbolj prodajenimi knjigami knjige slovenskih avtorjev, vendar večinoma to niso leposlovne knjige. Ker leposlovne knjige Slovenec se težko odloči za nakup, ker je to knjiga bolj ali manj za enkratno uporabo, enkrat jo prebere. Ti najbolj prodajane slovenske knjige so ob redkih izjemah, kakršna je letos recimo Gringo Loko, torej spet zgodba iz resničnega življenja, kjer je, opozarjam na to, tej skoraj da samo založbi pomagal profesionalni pisac in tudi profesionalni urednik, torej za tekstom je stala ekipa, to ni bila neurejena življenjska zgodba, no, ampak ob takih redkih izjemah je večina knjig iz drugih, bolj stvarnih področij, ne toliko iz leposlovja. Leposlovje se v Sloveniji v veliki večini uporablja zlasti skozi naš odlični sistem splošnih knjižnic. Ja, ker je pač cena relativno visoka. Ana in Anja, kako vidve gledata na to, na potrebe slovenske družbe in zaposljivost kadrov? Anja, vi ste samostojna kulturna delavka. Tako je, ja. Oziroma, morda bi vam najprej postavila vprašanje, ko ste se odločali za ta študij, sploh razmišljali o zaposlitvenih možnostih? Ali je bila večja želja po pisanju in ustvarjanju? V bistvu pri meni je bilo tako, da se je ta študij nekako odprl v pravem času zame. Takrat sem bila še sveža diplomantka slovenistike, ki sem neuspešno iskala službo. In nekako po diplomi sem se odločila, da se želim posvetiti resneje pisanju, tako da to se je potem vse poklopilo in iskreno povedano takrat nisem razmišljala o tem, kako bo z mojo zaposljivostjo po tem študiju. Želela sem le pridobiti neka znanja, neke veščine prav na tem področju pisanja in seveda eden od mojih ciljev je tudi bil, da bi potem nekoč izdala knjigo. Tako da toliko z moje strani. Ana Svetelj? Jaz bi morda dodala, če bi razmišljali konkretne, torej o študijskem programu, ki je dvopredmeten, da bi v bistvu šlo za morda neke bodoče diplomante, ki bi v vsakem primeru to kombinirali še z nekim drugim študijem. In ko razmišljamo o tej povezljivosti, lahko komaj morda sprevidimo, kam vse bi lahko segala uporabnost teh znanj. Če samo pomislimo ne zgolj na umetniške poklice, ampak tudi na področje literarnega prevajanja, na področje poučevanja jezikov in umetniških predmetov, ne, na vseh stopnjah v medijih. Skratka, jaz mislim, da so znanja ustvarjalnega pisanja uporabna pri vseh poklicih, kjer se pričakuje, da bo posameznik potreboval zmožnost ustvarjalnega izražanja ali pa iskanja nekega avtorskega glasu. In
te potrebe se tudi v sedanjih poklicih, jaz pa verjamem, da tudi v poklicih prihodnosti bodo še rasle in v nasprotju morda z mislijo, da bo umetna inteligenca povozila te potrebe, jaz mislim, da bo ravno obratno, da bodo naraščale. No, zdaj ste pa načeli temo, ki sem jo želela odpreti ravno kar tudi sama. Umetna inteligenca, ne? Po eni strani, recimo, kot smo rekli, ponekod argument za ustvarjalno pisanje je dvigovanje splošne pismenosti, ne? Po drugi strani pa danes, kolikor spremljam vsaj mlajše generacije, ki recimo niso osredotočene oziroma niso udeležene v izobraževanju na kakšnem humanističnem področju, veliko stvari napišejo v narekovajih s pomočjo različnih programov umetne inteligence. In tu zdaj govorim od prošenj za službo. Vemo, da s pomočjo umetne inteligence nastajajo diplome, nastajajo tudi doktorske naloge. Po drugi strani je res, da naj še ne bi umetna inteligenca napisala odličnega romana, ne? Ampak menda tudi ta trenutek ni prav daleč in nekateri ustvarjalci slovenskih, ki smo jih tudi že gostili na radiju, so glede tega precej pesimistični in glede možnosti, ki se pisateljem in prevajalcem in drugim tovrstnim poklicom na tem področju odpirajo. Pa me zanima zdaj vaše mnenje, pa če ga še podprete s kakšnim argumentom, pa bom morda začela kar pri vas, Ana Svetelj, ko ste dali istočnico. Ja, jaz bi morda izhajala iz izkušnje, ki jo imam na fakulteti pri delu študenti, in sicer da opažam, da so tisti študenti, ki so bolj vešči pisanja, ki so bolj suvereni pri pisanju, znajo bolje uporabljati orodje umetne inteligence za neke jezikovne finese ali pa morda za neke drobne popravke, ker seveda ta orodja so tukaj in z njimi si pomagamo. To ni, o tem verjetno ni dvoma. Na nas, torej, ki smo pa potem avtorji teh besedil, pod katere se podpišemo, pa je, ali se znamo odločiti, ali je nek, recimo, predlog, ki nam ga tovrstno orodje ponudi, upravičen, kdaj bo neka sprememba res dvignila besedilo. Tako da je za dobro smiselno uporabo teh orodij nujno, da smo jezikovno vešči, in vsaj na našem oddelku lahko rečem, da se številni študenti tega že zavedajo in da so tudi v zadnjih letih vsako leto razprave, kako bi lahko v okviru recimo obstoječega predmetnika študente čim bolj podprli pri pisanju in ob tem seveda ne zanikali, da uporabljamo in da bomo uporabljali orodje umetne inteligence. Andrej Blatnik. Jaz bi najprej opozoril na zanimiv paradoks, ki se nam je razvojno zgodil. Torej, nekdaj smo mislili, da bo razvoj tehnologije omogočil, da ne bomo več zavezani dolgočasnim pravilom, kot je okopavanje vrta, pometanje, likanje perila in podobno, in bomo lahko se posvetili svojim pravim potrebam, se pravi pisanju, ustvarjanju glasbe in slikanju in podobno. Zdaj pa nas je umetna inteligenca spravila v obraten položaj, ustvarja namesto nas, mi pa še zmeraj okopavamo, peremo, sesamo in podobno. Ne. To je nekaj, kar danes vse premalo reflektiramo, ta dogodek. Ampak kar se tiče njene uporabe v kreativnih procesih, jaz mislim, da je precej omejena iz preprostega razloga, zato ker neko umetniško delo, dosežek v nekem umetniškem delu utemeljuje nekaj, kar imenujemo teoretsko odstop od obzorja pričakovanja. Medtem ko umetna inteligenca vsaj za enkrat vztraja znotraj tistega, kar je znotraj že spoznanega obzorja. Ne? Torej, zaenkrat sintetizira naše že pridobljene veščine in tako naprej in nismo še tako daleč, da jih bo začela presegati. Spet, če damo to malce v filozofski okvir, o tem, kaj se zgodi, ko jih začne presegati, smo videli že kar nekaj negativnih utopij. Spomnim na znani film Blade Runner, ne, to je zelo zanimivo vprašanje, kaj je takrat, ko začnejo stvari, ki smo jih ustvarili, razmišljati bolj učinkovito od nas. Tudi ta perspektiva že ima umetniško refleksijo, ne, nima pa še prave splošne množične človeške refleksije. To nas še čaka. Anja Mugerli. Ja, jaz mislim, da umetna inteligenca vsekakor je lahko pripomoček. Sama recimo poznam nekaj primerov, oziroma so bili v medijih primeri, ko so tudi pisatelji recimo napisali del svojega literarnega dela s pomočjo umetne inteligence.
Poznam tudi nekoga, ki recimo piše svoj prvi roman s pomočjo umetne inteligence. Jaz mislim, da vseeno neko spodbujanje ustvarjalnosti, čeprav neko življenje brez tega v prihodnosti ne bo mogoče, ampak spodbujanje neke ustvarjalnosti je neke vrste tudi upor temu, da umetno inteligenco mogoče ne bomo izrabljali oziroma zlorabljali in na ta način tudi izgubili neke veščine kot umetniki, kot posamezniki, kot strokovnjaki na nekem področju. Tako da tudi v tem pogledu recimo se mi študijski program, ki bi nekako vseboval ustvarjalno pisanje in ga kombiniral z nekimi drugimi smermi, zelo koristen, še posebej v tem času. No, sama sem ob branju spet teh argumentov, predvsem za uvedbo kreativnega pisanja na visokošolski ravni kot program ali predmet, vsebino. Me je presenetilo, da se kot argument precej uporabljala tudi misel, da je že samo dejstvo, da spodbuja ta predmet oziroma program človekovo ustvarjalnost in to, da posameznik sploh razvije odnos do nje in da v sebi odkrije ustvarjalne potenciale, da je že to dovolj velik argument, ne, zato, čeprav verjetno si pa tisti, ki vodijo družbo ustvarjalnih posameznikov, niti ne želijo. Ne. Ampak kaj pa se recimo mi, Ana Svetelj, spet se bom najprej obrnila k vam, glede na to, da se zavzemate za uvedbo dvostopenjskega predmetnega študija, kaj bi se lahko naučili iz tega primera zamrtja študijskega programa na univerzi na Primorskem? Koliko ste pač sploh seznanjeni s tem? No? Jaz mislim, morda tudi iz tega, kar je prej omenil Andrej, da je smiselno, da gremo po korakih in da se tukaj res stvari in neki konsensi dosežejo naprej, da se razmisli o vseh možnih pasteh, da se ne hiti po nepotrebnem. In sem spada tudi krepitev vezi z univerzami, ki to tradicijo že imajo vzpostavljeno. In morda smo tukaj septembra na preomenjeni okrogli mizi naredili nek prvi korak. Mislim, da moramo pri razmišljanju o tem gledati tudi širše onkraj univerze. In tukaj sem zelo vesela, da imamo podporo Ljubljane Unescovega mesta literature, ki so del mednarodne mreže Unescovih mest, v okviru katerih so recimo univerze, ki te programe že imajo. Seveda pa je pomembno, da tukaj nadaljujemo diskusije na fakultetni, morda celo na medfakultetni ravni in pa na ravni medoddelčnega povezovanja. Kaj pa posluh same univerze oziroma Andrej Blatnik, morda kako je bilo samo akreditacijo tega programa na Primorski univerzi? Zdaj, takrat akreditacija ni bila problematična, kajti to je bil še čas nekega razcveta univerz v Sloveniji. Takrat so se zelo iskali novi programi, v nekem trenutku so imeli 4 slovenske univerze, recimo študij slovenščine, tako da takrat je bilo to zavedanje precej visoko. Sicer pa sam sem preživel 16 let na univerzi profesionalno in kar nekaj let predtem tudi kot zunanji sodelavec in sem seveda bil prisiljen ugotoviti, da univerza je kozmos v malem. Torej, tukaj so tudi ljudje, ki so strašni borci za svoj teritorij in osvajanje novih. Tukaj je veliko drugih motivacij, kot je nek klasični razsvetljenski nacionalizem in tako naprej. In to ni nekaj, kar bi lahko preprosto zavrgli tovrstnim pogledom na vsakršno problematiko, ter je na nek način prisluhati, razumeti in jih tudi argumentirati. Zdaj spet bom rekel osebno, na univerzi so vseeno že po sami definiciji ljudje, ki so običajno bolj razumni in s tem bolj pripravljeni prisluhniti drugačnim argumentom. Je pa, kot smo ugotavljali ob tem koprskem primeru, ni pa naglica nikoli ni ravno dobra podpora k uvajanju sprememb. Sprememb se vsi na nek način bojimo, pa čeprav so velikokrat za nas tudi koristne. No, ta sprememba je bila koristna vsaj v primeru Anje Mugerli. Anja Mugerli, kako pa bi vi zdaj, ko se ozirate nazaj in ko že imate tudi ustvarjalno kilometrino in uveljavljenost, kako bi ocenili ta študijski program
bi priporočali razvijanje tovrstnega okolja še ali vidite možnosti tudi kakšnih izboljšav? Ja, jaz mislim, da vsekakor, jaz bi to toplo priporočala, je pa moje mnenje zelo pristransko tukaj. Moja izkušnja s študijem kreativnega pisanja v bistvu je na nek način izpolnila moja pričakovanja, je pa res, da nisem imela z ničimer takrat primerjati, ne? Ker nisem poznala nekih drugačnih študijev na tem področju. Ampak recimo, kar je meni ogromno dalo, je bilo to, da so nam predavali dejansko uveljavljeni slovenski avtorji, kar je, kot je že Ana prej omenila, vsekakor pomembno pri takem programu. In ja, tak program v bistvu, tudi tako, če pomislimo, veliko slovenskih avtorjev, ki so danes zelo uspešni, nekako zraslo iz teh delavnic kreativnega pisanja, recimo v preteklosti, predvsem te literaturne delavnice, se mi zdi prednost takega študija ali pa predmetov, ki se s tem ukvarjajo, predvsem v tem, da tukaj je veliko več prostora in tudi časa, ki ga imajo pač udeleženci na voljo, da spoznajo neko teorijo in se naučijo nekih spretnosti. Tako da, ja, jaz si želim, da bi v Sloveniji spet zaživel podoben program. Zdaj imam pa samo še sklepno vprašanje, ki me je zdaj prešinilo. Ves čas govorimo o ustvarjalnosti, o pisanju, o stiku s to ustvarjalnostjo v sebi, o različnih pristopih, ki se jih da priučiti. Nič pa nismo omenili branja. Je kakšen predmet recimo zdaj v hipotetičnem programu kreativnega pisanja, ki si ga, prosim, zamislite v glavi, je kakšen predmet, ki je posvečen predvsem branju. Vemo, da tudi slovenski avtorji pogosto ne berejo drugih avtorjev, ampak le pišejo, spet nekateri pa trdijo, da je branje vendarle tisti osnovni temelj za karkoli. Govorimo o branju leposlovja, seveda. Andrej Blatnik. Mi na našem oddelku imamo več takih predmetov. En se imenuje branje in bralci, potem imamo 2 predmeta bralne prakse, torej tam se intenzivno ukvarja ravno s tem, kako brati globlje. Miha Kovač, eden izmed naših sodelavcev, je avtor manifesta o poglobljenem branju, ki je bil mednarodno sprejet. Paradoksalno ima skoraj še najmanj učinkov v Sloveniji, več v nekaterih drugih evropskih državah, ampak zlasti na področjih, kjer se bodo ljudje celo življenje ukvarjali s knjigo, mi izobrazimo največ bibliotekarjev, torej ljudi, ki bodo delali v splošnih knjižnicah, specialnih knjižnicah, tudi po založbah in tako naprej. Ti ljudje preprosto morajo znati brati bolje kot drugi ljudje, ni pa to, kar samo po sebi pridobljeno. Tudi tukaj velja podobno, kot smo govorili o ustvarjanju in o pisanju. Nekateri za branje imajo talent, drugih pa lahko malce izboljšajo pomanjkanje talenta z določenimi postopnimi uvajanji v še bolj zahtevno, še bolj poglobljeno branje. In to spet, bom rekel sociološko, to pripomore k razvoju družbe. Ana Svetel. Ja, morda bi pri vprašanju branja dodala tudi branje besedil, ki niso ali pa še niso vrhunska. Če se, kot sama sem bivša delavničarka omenjenih delavnic pri Andreju Blatniku, spominjam, da je bil velik del teh delavnic v bistvu branje tekstov sodelavničarjev, sodelavničark. In skozi poglobljeno branje, diskusijo, pa absolutno tudi neko mentorsko vodenje Andreja, sem se vsaj jaz v veliki meri naučila branja besedil skozi prizmo nekih potencialnih izboljšav ali pa dodelav. Tako da je, mislim, brez nekega kritičnega, analitičnega branja si vsebin ustvarjalnega pisanja sploh ne morem predstavljati. Ja, jaz bi se s tem strinjala. Sama recimo vodim delavnico v sklopu tržaškega tiska, zdaj že 3. leto in v bistvu opažam, koliko dejansko udeležencem da ravno ta del delavnic, ko berejo tekste drug drugega in potem v bistvu o tem razpravljamo tako zelo enakopravno, ni da jaz prevzamem kot mentorica neko vodilno vlogo. In tudi sami pravijo, da jim to veliko pomaga potem tudi pri pisanju in nadaljnjem oblikovanju svojih tekstov, tako da se strinjam z obema sogovornikoma glede tega, da je branje vsekakor zelo pomemben dejavnik.
Najlepša hvala vsem. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. Posvetili smo jo ustvarjalnemu oziroma kreativnemu pisanju z današnjimi gosti, izrednim profesorjem dr. Andrejem Blatnikom, docentko doktorico Ano Svetelj in pisateljica Anjo Mungerli. Sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Jernej Boc.